Pozdravljeni v 7. delu slovenskega tutoriala Terrafirma Craft. Z vami sem Andrej. Danes si bomo pogledali malo več o teh kovinah. Najprej bomo naredili nakovalo. Začnemo z lesenim nakovalom. Tako rabimo ta pravi kamen. Uporabili bomo ta bazalt. Ga položimo na zemljo, nekam na tla in zato rabimo tudi kladivo. Če z desnim gumom udarimo po tem kamnu, vidimo, da se za 1 stopnjo zniža. To pomeni, da zdaj uporabljamo to kot nakovalo. Guji nakovala izgleda dokaj zapleten, tudi dejansko je. Zdaj, da opišem, tole polje je za varjenje ingotov, tole polje je, kam vstavljamo ingote, tule so plani, načrti noter za raznorazne te kovinske glave, kot so kramp, lopata, sekira in tako naprej. Tole je pa za obdelavo kovine in vam bom kasneje tudi razložil, zakaj se tu gre. Tule noter moramo obvezno dati kladivo, še prej pa vam pokažem ta boraks, kako dobiti iz boraksa fluks, ki ga tudi potrebujemo. Fluks moramo dati obvezno na to stran. Boraks dobimo tako, fluks dobimo tako, da boraks razbijemo s kladivom in tako dobimo fluks. Takole. Fluksa zdaj imamo. Naredimo si nakovalo, damo na to stran kladivo, na to stran damo fluks. V redu. Zdaj, kot vidimo, tule gor je kladivo, to pomeni, da je to nakovalo aktivno. Sedaj pa tule sem že naredil te bakrene dvojne ingote, ker tole segrevanje, tole, ko sem vam zadnjič rekel, da ne vem, zakaj se uporablja, vem, ker to sem tudi že uporabljal, sam sem pozabil. To se uporablja za gretje ingotov. Zdaj, grejejo se zelo počasi, zato sem jaz tele si že izdelal. Tule noter bomo zdaj dali 4 ingote si segreti, tako da jih bomo pripravili za varjenje. Vidite, zdaj piše warming in to moramo priti vse, mislim, da do bright red, orange, tam nekje, da so dobro segreti. V redu. Zdaj imamo čas, da se to greje, da tole hiško lahko malo popravimo. Izgleda taka čudna, brez te roba. Takole. Lahko si izdelamo tudi vrata, rabimo deske. Takole. Dobimo vrata. Si bomo postavili, da ne bojo kaki zombiji prišli noter. Takole. Poglejmo, kaj tu dela zdaj. Faint red, še bo kar en čas trajal tole. Tule tudi vidite, da sem si razširil hiško, ker nas je že malo stiskal za prostor. Tule sem nakopal cink, bakra se nekaj in bizmuta. Sem pripravil, da bomo imeli za naprej. Tako je to v redu. Boraks se nahaja tu, na tej lokaciji, tudi proti severu. Zraven je tudi premog, je zmešan med boraksom. Cink najdete tule, to je dejansko tudi na severu. Našel sem ga pa tudi tule.
v drugem sloju. Zdaj pa mislim, da bo že tam segreto. Ja, počasi. Tam je v drugem sloju tisti cink, zato je treba kar nekaj lestev uporabiti, da se pride do drugega sloja, je nekje na 100 globini. Tako da je pa bogat cink bil pri meni. Zdaj, če boste vi igrali isto mapo, je to odvisno od se čist po naključju gostota naredi. Takole, segreli smo jih, postavimo jih v varjenje in jih zvarimo skupaj. Zdaj, če predolgo čakamo, tule kot vidite, nam se lahko ohladijo in že ne moramo več jih zvariti. Zato moramo biti hitri. Dajmo jih še hitro enkrat malo segreti. To je samo pri varjenju je tako kratek čas, ker zvarimo jih tako samo enkrat. Za obdelavo, tukaj vidite, can work lahko delamo, je čez celo kar veliko območje, tako da se lahko kar poigramo z temi ingoti, ko delamo. Tako. Sedaj smo naredili 14 ingotov smo uporabili za tale 7 dvojnih ingotov in bomo tako naredili bakreno nakovalo. Recept za bakreno nakovalo je takšno. 7 dvojnih ingotov in dobimo copper anvil, bakreno nakovalo. Tako, nakovalo je isto težko. Če ga damo noter, si v inventar ne moremo hoditi, zato ga moramo tudi si dati na rame. Zdaj, ko imamo bakreno nakovalo, ne rabimo več tega. Vzamemo kladivo in fluks. Vzamemo si kramp. Tale podremo in si postavimo bakreno nakovalo. V čem je zdaj poanta tega, ali je kameno ali je bakreno, ker na kamenem nakovalu lahko delamo samo bakrene izdelke, na bakrenem pa lahko delamo pol višje. Višje zlitine, ko bomo delali, boljše nakovalo rabimo, tako da bomo mogli vsake toliko časa si tole nakovalo malo nadgraditi. Zdaj, tele so zelo težko je s temi delati. Ingot moramo segreti na temperaturo, ko piše tam can work, lahko delamo in ga postavimo tule noter. Kliknemo na črt, se pokažejo, kaj lahko naredimo iz tistega ingota. Recimo, če damo noter bakreni ingot, lahko naredimo vse glave, od krampa, lopate, sekire, vse, kar se da iz tega bakra narediti. Potem se tale rdeča puščica prestavi nekje, kar pač tudi ta mod zračuna. Je zelo, mislim, da naključno, tudi če boste vi recimo isto mapo igrali, ne bo enako tako, kot imam jaz zdaj. Tako da je treba to sam nagruntati, naštudirati, kako se s tem dela. So pa tile zeleni, ko vidimo, da je puščica v desno, pri rdečih je puščica v levo. Tole zeleno puščico moramo pol pripeljati do tizga, da se takole poravnajo rdeča in zelena puščica. S temi premikamo zeleno puščico v desno, s temi zeleno puščico v levo. Vsi imajo različne razmake premika, recimo tale gre najdlje naprej, ta pa najmanj. Zdaj, da je to še bolj komplicirano,
imamo tule gor kako bi rekel, neko navodilo in se noter pojavijo tile znaki. Tile znaki morajo pa biti točno takrat udarjeni, recimo tale mora biti zadnji, ta mora biti predzadnji in ta predzadnji. Tako da ne moramo kar slepo ciljati, levo, desno voziti te puščice, ampak moramo na zadnje 3 udarce moramo izbrati točno te, kjer so tule noter postavljeni. Tudi ti znaki so naključno izbrani. Tudi je v tem poanta, da ne bo isto, tudi če imate isto seme mape, tudi ne bo enako. Tako, toliko je o tem nakovalu. Kruh sem si spekel, vam bom tudi kasneje pokazal, kako se kruh naredi. Tako, zdaj pa bomo probali nekaj narediti z enega ingota. Zdaj, osnove sem vam povedal, kako se to naredi. Premoga bo zmanjkalo. V redu, takole. Premog je v tem modu Terra Firma Craftu zelo pomemben, zato ga tudi moramo nekako si veliko nabrati. Kasneje vam bom tudi pokazal, kako se pridobiva oglje. Recimo pri taljenju železa ne moramo uporabljati premoga, lahko uporabljamo samo oglje. Tako da je zelo pomembno, da imamo vedno na zalogi in premog in oglje. Zdaj, tole obdelovanje teh kovin, da dobimo ven neko glavo nekega orodja, je zelo zahtevno, je pa vedno isto. Recimo v tej mapi, ko jaz zdaj igram, bom recimo naredil si glavo za kramp in bo vedno enak recept v moji igri. Tako da je najbolj, da če boste igrali ta mod Terra Firma Craft, je najbolj, da si pišete, kako priditi do tega orodja. Ker je lažje delati s tem, kot pa recimo taliti železo v jami, hitreje se naredi, tako da je smiselno se s temle malo pozabavati. Je tudi res, da je težje ugotoviti tole kombinacijo teh udarcev, se pa splača malo potruditi. Tudi meni zdaj verjetno ne bo uspelo v prvem, tako da bom mogel nazaj ga iti segrevati. Je tudi res, da ne moramo ga večno segrevati, ga bomo enkrat, če ga bomo predolgo srali, bomo mogli spet stopiti pa nazaj narediti. V redu, sedaj je tale rdeča puščica je tule, tega moramo zadnje udariti, tegale moramo predzadnjega udariti, tegale pa predzadnjega. Oziroma tale dva, kot vidite, tule oranžno se lahko zamenjata, lahko tale dva zamenjamo med seboj. V redu, prvo bomo spravili puščico nekje naprej. Potem pa imamo tega, pa tega. To ni, moramo iti malo nazaj. No. Pa to zdaj ne gre. Aja, se je toliko hladilo, da ga moramo spet segreti. Vidite, to je poanta tega, this item
has been worked. Pomeni, da tega smo že delali in če ga bomo ene parkrat takle segreli, ga pa že ne bomo mogli več uporabljati za, oziroma ne vem, ga verjetno tudi zdaj ne bomo mogli uporabiti več. Ga bomo mogli stopiti pa nazaj v ingot dati, da dobimo nov ingot. Nisem prepričan, kolikrat lahko delamo z njemu, ne. Tako, treba je si najti pa zapisati, kako dobiti tudi pač orodje. Res pa je, da ima vsako orodje svoj recept, svojo kombinacijo teh udarcev. Je težko, tako da se je treba malo potruditi, pa bo vse skupaj šlo. Zdaj, jaz ne bom se dolgo s tem ukvarjal, bom zdaj enkrat še probal. Vidimo, zdaj smo tole tudi, že imamo tule, gremo tole malo nazaj, tega, še naprej, tega pa tega. Ja, je bilo kar blizu. Ja. Ja, se je že ohladil spet nazaj. Dober, ne bomo se zdaj s tem ukvarjali, v glavnem veste, kakšen je princip tega, kako s tem delati, zato se je treba vzeti čas, si zapisati te kombinacije, da naslednjič, ko greste recimo delati tak kramp, da lahko takoj naredite v prvem poskusu. Potem je tudi poanta te mini igre, kot se temu reče, tako da to je to. Sedaj bomo pa pokrili še zlivanje zlitin. Tole dajmo še malo premoga, da nam ne ugasne. Kako narediti zlitine? Zdaj tale ingot bomo tako porabili zdaj v zlivanju. Tale še pojemno, takole, krampa ne bomo rabili. Tako, sedaj naredili bomo bizmutov bron. Zdaj, če pogledamo v recept, kak je recept te zlitine, vidimo, da je od 50 do 70% bakra, od 20 do 30% cinka in pa od 10 do 20% bizmuta. Zdaj, kako razmerje bomo uporabili, je odvisno od kakšno zalogo imamo teh kovin. Zdaj vidimo, da bizmuta imamo kar nekaj, bakra malo manj, to pomeni, da bomo vzeli 50% bakra, rečemo, potem 30% cinka in 20% bizmuta. Tako bomo zdaj naredili recimo 5 teh ingotov, 4 pa jedni že tam. 5 ingotov bomo vzeli bakra, 30 smo rekli cinka, 3 cinka, 2, 3 cinka in to je 50, 80 in 2 bizmuta. Tako, najlažje je s tem računati tako, da si naredite ingote, ker ingote imajo po 100 enot in je lažje računati. Lahko se pa tudi noter da, rečemo, lahko pa tudi noter damo navadno rudo, sam tisto pa potem že malo težje računati, ker rude imajo po 10, 15, 25 in 35 enot.
Imam jaz en Excelov dokument, Excelovo tabelo, kjer se to da računati, jo bom tudi dal na net, tako da si boste lahko dal potegnili, če boste hotel. Link je v opisu, tako da se boste lahko tam potem tudi malo poigrali. V redu. Stopimo zdaj mi vso tole rudo. Zdaj vidimo, tule piše baker. Če damo zdaj noter cink, vidimo, piše unknown, neznano, to je neznana zlitina. Neznane zlitine, če damo zdaj tule noter ta modelček, bo nam pač taka rjava, neznan ingot in tistega ingota ne moramo za nič uporabiti, ga lahko vržemo stran. Niti stopice nazaj ne daje nič, lahko ga vržemo stran. Tako, da je treba to tudi paziti, kaj delamo. Vidimo, zdaj imamo 50% bakra, 30% cinka in 20% bizmuta. To je bizmutov bron. Zdaj lahko mi te spravimo v modelčke. Takole, da dobimo ven to zlitino, kjer smo namešali skupaj. Zdaj, kot sem vam že povedal, je ta tabela za zlitine na Wikipediji od te firme Kraft, tako da tam je tudi fajn vse opisano, koliko je česa treba, kjer vse kovine rabimo, da dobimo kakšno zlitino. Tudi je napisano, kaj se zgodi, če imamo neznano zlitino. Tudi noter je upisano, koliko ima katera kovina temperatura, kakšna mora biti temperatura za delo, za varjenje. Tam ste tudi videli, da je napisalo, če smo ga že tam na oranžno segreli, je napisalo warning, opozorilo. Če bi tisto še kar pustili noter, bi tisti ingot zgubili, nam bi stekel dol nekam v, ne vem, v glavnem zgubi se. Tako, zdaj tale bizmut bronz se lahko uporablja za orodja, lahko naredimo si orodja iz njega. Je bolj trpežno od bakrenga, tako da se tudi splača narediti orodje iz njega. Orodje se lahko naredi na tem bakrenem nakovalo, lahko tudi si tele kar ulijete v modelčke, če ste si jih že spekli. Zdaj, če se vam tam zdi težko narediti na nakovalo, si modelčke spečete v luknji. Tako da se na več načinov dobiti. Tole smo tako že omenili, da se tudi tile ingoti dajo hladiti v vodi in da se lahko potem zlagajo skupaj in dobijo ven iz modelčkov. Ven iz modelčkov ga ne morete dobiti, če je še kovina v tekočem stanju. Tako da se more ohladiti, oziroma lahko ga dobimo, če tule v opisu zgine liquid, sam potem jih ne moramo skupaj zlagati oziroma odložiti na tla. Tako da na tla odložimo lahko samo ingote, ko so hladni. Takole. Za boraks sem povedal, ki ga najdete. Boraks oziroma fluks se lahko tudi dobi iz določenih kamnin. Lahko se dobi iz, moram pogledati, fluks se lahko dobi iz kamnine kreda, chalk, dolomit, limestone,
apnenc in pa marmorja. Iz teh kamnin se dobi fluks enako kot iz boraksa, date kladivo in kamen v ta, tako smo dali boraks in dobite ven fluks. Fluks mora biti, če varimo, tako da to je to. Zdaj smo naredili te bismut bronze ingote, ki lahko zložimo na tla. Ostale, recimo zlitine, kot so, rečemo, navaden bron, tistega nimamo za kaj uporabiti, ga ne moramo uporabiti za orodje, je pa potem uporaben naprej pri delanju zlitin, kot so jeklo, to mislim, da je črno jeklo, rabimo navaden, oziroma ja, rdeče jeklo, za rdeče jeklo naprej ga rabimo, ne. Zlitine, zdaj naprej, jaz o teh zlitinah ne bom govoril. Princip za vse ostale zlitine je enak, razmerje morate paziti, razmerje mora biti točno v teh mejah, kjer so določene. Tale, še povem, da tale Crucible, tale piskrček drži 3000 enot, zato pazite, ko delate zlitine. Če je piskrček poln, ne morete več dodajati, in če imate poln piskrček neznane zlitine, boste mogli nekaj odstraniti v te modelčke in pol dodajati pravo rudo, tako da morate kar nekako vedeti pa preračunati si te neznane zlitine, ko boste pa dobili, lahko pa vržete stran. Ne boste mogli uporabiti. Tako, zdaj, kar se tutoriala tiče, smo za danes zaključili. Naprej še bom naredil en tutorial, oziroma naslednji tutoriali bojo o železu, kako se naredi železo. Z železom je tudi cela neka znanost, je pa točno tako, kot se v realnem svetu dela z železom. Prvo je treba dobiti ta, ko se mu reče, grodl, pig iron, in potem se obdeluje naprej, da dobimo navadno jeklo. Tako da v naslednjih tutorialih si bomo to tudi ogledali. To je za danes vse, za ta naš tutorial o zlitinah in v nakovalih. Z vami sem bil Andrej, upam, da vas nisem dolgo času, se vidimo naslednjič. Čau, čau.